Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni pred malimi zasloni na kanalu Televizije As. V oddaji Župan za vas, kjer iz pomurskih občin gostimo županje in župane, pa tudi druge predstavnike občin, da nam kaj več povedo, kaj se v občinah dogaja. No, tokrat pa imamo v studiu direktorico mestne uprave, gospo Mileno Vreš, da nam kaj več pove o aktivnem dogajanju v mestni občini Murska Sobota. Gospa Vreš, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Torej, mestna občina se sedaj nekako nahaja v nevsakdanjem položaju, kajti stari župan je odšel v Ljubljano za ministra, imate dejansko, oziroma imamo nadomestnega župana, pa vseeno v tem času do novih volitev, kakšen je delovni utrip v tem malo drugačnem položaju na mestni občini Murska Sobota? Ja, pravilno ugotavljate, od 1. junija namreč več nimamo župana kot zakonitega zastopnika mestne občine Murska Sobota, ampak podžupana, ki začasno opravlja funkcijo župana. Imamo pa tudi podžupanjo, tako da si nekako podžupan in podžupanja delo porazdelita. Vseeno pa to skoraj nič ne vpliva na neko normalno delo mestne uprave. Tako kot smo poslovali prej, poslujemo tudi sedaj. Investicije potekajo normalno, vsi tekoči posli potekajo normalno. Še posebej pa moram poudariti, da tudi v odnosih, v poslovanju z strankami tudi poslujemo tako, kot smo zmeraj, se pravi, vedno smo bili mestna uprava odprta za občane, poslušamo občane, ko se obrnejo na nas in seveda poskušamo z njimi reševati vse tekoče probleme. Nekako je občina pod mandatom gospoda Jevška bila prepoznana po različnih projektih. Kako je sedaj s temi projekti, kateri se sedaj izvajajo oziroma implementirajo? Ja, seveda, največji investicijski projekti so bili v preteklosti izvedeni. Mislim na Ekspano, Soboško jezero, prenovo Slovenske ulice. Tudi v tem času smo sredi večjih investicijskih vlaganj. Izvajajo se gradbena dela na Gregorčičevi ulici in na Slomškovi ulici. Ta dela se bodo normalno nadaljevala vse še do poletja naslednje leto. Potem ena večjih investicij je prenova zdravstvenega doma. Za to investicijo je bila pred kratkim podpisana gradbena pogodba z izvajalcem Pomgrad. To je v bistvu zelo velika investicija za zdravstveni dom v višini 2,1 milijona evrov. In tudi v mestni občini smo zelo veseli, da se bo ta investicija začela že letos izvajati. Namreč mestna občina se je kot upravičena oseba prijavila na razpis Ministrstva za zdravje. Pridobili smo okrog 900 000 nepovratnih sredstev za to investicijo. Pogoj pa je bil, da smo pravočasno sklenili izvajalsko pogodbo. Moram reči, da smo se v mestni upravi zelo potrudili z pravočasno izvedbo javnega razpisa, torej javnega naročila, in smo tudi vse pogoje izpolnili. Tako da to je zelo pomembna investicija za zdravstveni dom, tudi za vse občine ustanoviteljice. Zdravstveni dom pridobiva 10 splošnih ambulant, 5 referenčnih ambulant. In kar je še pomembno pri tej investiciji, zdravstveni dom razliko do vseh potrebnih sredstev zagotavlja sam. Prejšnji teden je potekala predzadnja seja mestnega sveta tukaj v Murski Soboti. Morda po vašem, kateri so bili tisti najbolj pomembni dosežki oziroma sklepi, ki ste jih sprejeli na tej seji mestnega sveta v občini Murska Sobota? Ja, tako je. To je v bistvu predzadnja seja v tem mandatu mestnega sveta. Sprejeli so mestni svetniki in svetnice odlok o ustanovitvi javnega podjetja Cerop. To je zelo pomemben odlok. Ta v bistvu odlok je kot popravljalni ukrep občinam, ustanoviteljicam javnega podjetja naročilo Računsko sodišče
in veseli me, da so nekako svetniki sledili temu popravljalnemu ukrepu in tudi ta odlok podprli. Sprejeli so še neke zadolžitve oziroma soglasja k zadolžitvam. Potem na dnevnem redu pa je bila tudi točka sprejem novega ustanovitvenega akta oziroma ponovljena obravnava ustanovitvenega akta Zdravstveni dom. Ta je bil sicer umaknjen. Tukaj sicer moram izraziti nekako obžalovanje, zaradi tega, ker je v ta odlok, se pravi v ta akt, medobčinski akt, bilo vloženega res dosti truda, energije, usklajevanj z vsemi občinami in nekako tega mestni svetniki niso podprli. Jaz pa sem vseeno optimistična, da pa enkrat bo prevladal tudi nek razum, pa se bo ta odlok, ki je zelo pomemben za javni zavod Zdravstveni dom, enkrat vseeno sprejel. Sami ste povedali, da je to dejansko predzadnja seja, torej še ta sklic mestnega sveta tukaj v Murski Soboti še čaka potem zadnja seja pred novimi volitvami. Pa morda, kaj se bo še na tisti zadnji seji dogajalo? Ja, zadnja seja 13.10. je predvidoma namenjena potrditvi elektorjev za državni svet in potrditvi kandidatur za državne svetnike. To je v bistvu težišče te seje. Torej, kaj še bodo pa tiste druge zadeve, ki bodo nekako romale na dnevni red te zadnje seje mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota? V mestni upravi pripravljamo še en odlok o kategorizaciji občinskih cest. To je v bistvu bolj odlok tehnične narave. Moramo uskladiti kategorizacijo naših občinskih cest z državno kategorizacijo. Predvideno pa je še, tako tudi v mestni upravi pripravljamo, če pa bo to tudi prišlo na dnevni red seje, pa se bomo še odločili. Pripravljamo torej še sklepe, ki bodo pomenili nekako uskladitev dosedanjih parkirnin z rastjo cen življenjskih potrebščin in s temi povezanimi tudi potem dovolilnicami. To je v bistvu strokovno utemeljeno, da o tem odloča mestni svet, zaradi tega, ker so stroški, ki jih potrebujemo za neko tekoče, normalno vzdrževanje javnih parkirnih površin, se nenehno povišujejo. Te parkirnine pa že dolgo časa niso bile usklajene, tako da to v bistvu je potrebno nekako uskladiti. Kaj boste, še morda bo kaj na področju urejanja prostora? Na področju urejanja prostora načrtujemo zgolj še obravnavo predloga OPPN-ja za gramoznico jezera. Kaj bi se naj tam zgodilo? To je v bistvu prostorski akt, ki podrobneje ureja tudi črpanje gramoza na tem območju. Gre se za gramoznico jezera. Gre za običajni postopek prostorskega planiranja in v bistvu je mestni svet že o tem v prvi obravnavi obravnaval odlok, sedaj pa je še na vrsti druga obravnava. Morda še eno vprašanje. Danes je nekako to kolesarjenje zelo popularno, pa ljudje se tudi iz Murske Sobote zelo radi kolesarijo na Goričko. Pa morda ljudje pogrešajo ta kolesarsko povezavo proti Puconcem. Morda kdaj bi lahko ogledala to kolesarska pot tukaj iz Murske Sobote, Markišavce proti Puconcem, luč sveta? Ja, seveda. To so želje že dolgo časa, poznamo te želje. V bistvu se pa tudi pogovarjamo z Direkcijo za infrastrukturo, ki je upravljavec državne ceste skozi Markišavec in še naprej, da se načrtujejo državne kolesarske ceste. Vsekakor pa morajo občine sodelovati, zaradi tega, ker znotraj naselja je pa to stvar potem tudi občin in so tudi nekako dolžne in je tudi primerno, da občine tudi sodelujejo. Jaz upam, da se bo to enkrat uresničilo v bližnji prihodnosti. Imeli ste kar precej razpisov na občini, pa morda kaj več o teh razpisih, kakšna sredstva so bila dodeljena, pa komu vse je bilo, mislim, kateri po segmentih,
Morda kaj več? Pred kratkim smo imeli razpis namenjen spodbujanju podjetništva. Razpis je sicer zaključen, razdelili smo 44 upravičencem sredstva nekje v višini 70 000. Moram reči, da se je to subvencioniranje podjetnikom zelo dobro prijelo, sicer smo zdaj to letos drugič razdelili ta sredstva, ampak vidimo, da so podjetniki ta sredstva namenili res za različne namene, od samozaposlovanja do plačevanja najemnin, potem tudi za investicije, kar je tudi zelo dobrodošlo. Tako da bomo z temi razpisi na področju podjetništva še kar nadaljevali. Imate tudi razpis za občinske nagrade ob kulturnem prazniku, kaj ta razpis poteka? Tako, razpis je še odprt. Mi načrtujemo, da bi te nagrade kulturne za posebne dosežke v kulturi namenili oziroma podelili naslednje leto ob kulturnem prazniku. Postopek še poteka, mestni svetniki pa seveda morajo te nagrade tudi potrditi. To se načrtuje, da bomo še verjetno storili v tem mandatu mestnega sveta, če pa ne, pa takoj v začetku naslednjega mandata. Pri razpisih ste nekako tudi se dali pozornost tudi mladim, morda kaj se na tem področju kaj zgodilo? Ja, pred kratkim smo prejeli certifikat Mladim prijazna občina. Ta certifikat v bistvu pomeni, da je občina že v preteklosti izvajala določene politike, ki se dotikajo tako življenja in dela mladih. Torej smo morali izkazati, da nekako mlade vključujemo na vseh področjih, torej na področju participacije, izobraževanja, kulture, zagotavljanja stanovanj za mlade in tako naprej. Ta certifikat v bistvu smo pridobili za določeno obdobje od leta 2022 do leta 2026. Pomeni pa tudi obveznost, da ga moramo upravičiti. Se pravi, vse te aktivnosti, ki jih načrtujemo, seveda moramo izvajati tudi vnaprej. Na področju reševanja tega stanovanjskega problema je pa tudi nekako nek razpis v pripravi oziroma pred objavo. Kaj je s tem razpisom? Ja, to je tudi eden izmed teh ukrepov, ko sem jih prej navajala. Ta sredstva letos podeljuje Mestna občina Murska Sobota prvič. Podlaga za to je bil sprejet pravilnik že v lanskem letu na mestnem svetu. Zagotovljena so bila sredstva v višini 100 000 evrov. Sedaj pa smo pripravili tudi javni razpis. Prijava na javni razpis bo možna do 30. oktobra. V bistvu pa gre za to, da mladi in mlade družine lahko pridobijo sredstva nekje v višini 7 000 do višine 7200 evrov, in sicer za prvo reševanje stanovanjskega problema na območju mestne občine. Morajo pa pač izkazati, da so ali bodisi kupili stanovanjsko hišo ali stanovanje ali da gradijo nepremičnino ali pa pač tudi so pridobili lastninsko pravico na določenem delu objekta. Mogoče kaj to pomeni, da je nekdo tisti mladi, ki si rešuje stanovanjski problem? Kdo spada v to kategorijo? V to kategorijo v bistvu spadajo mladi in mlade družine, kjer pa noben član družine ni presegel starosti 35 let. Se pravi, ciljamo na populacijo mladih in želimo tudi, da v mestni občini ostanejo. Prihajamo v ta jesenski čas, oziroma smo že nekako meteorološko pa tudi astrološko zakorakali v jesen, in v tem jesenskem času se v Murski Soboti vedno veliko dogaja. Vemo, tradicionalno sta ta Terezino senje pa Miklošovo senje, ki vemo, kaj v zadnjih letih je to bilo nekako zaradi vseh te situacije okrog korone nekako omejeno ali pa se sploh ni zgodilo. Kako je s temi prireditvami v letošnji jeseni? Skupaj z javnim podjetjem Komunala, ki izvaja vse te sejemske prireditve, smo nekako tudi sedaj v stikih in se pogovarjamo o tem, da bi te prireditve normalno, tako kot so bile v preteklosti, tudi letos izvedli.
Upamo, da nam bo situacija ustrezala. Če drugače ne, se bomo pač mogli potem tudi tako organizirati, da bomo pač te prireditve tudi nekako prilagodili vsakokratni situaciji. Mislim seveda na to epidemiološko situacijo. Vsekakor bi mi si zelo želeli, da se te prireditve izvedejo, ker vemo, da tudi ljudem, občanom, obiskovalcem zelo dosti pomenijo. Nekako nedolgo nazaj je bila Murska Sobota svetovni center balonarstva, torej potekalo je svetovno prvenstvo v tem balonarsko svetovno prvenstvo, če lahko tako na kratko povem. Kakšni so vaši pogledi na to prireditev? V mestni občini smo zelo veseli, da smo lahko gostili tako veliko prireditev svetovnega ranga. Jaz mislim, da je prireditev bila celotno tekmovanje, vse spremljajoče prireditve, da so bile zelo uspešno izvedene. Tudi na ravni občine smo se prireditev udeleževali, tudi finančno smo participirali pri celotni prireditvi in pri vseh aktivnostih in dejansko nas zelo veseli, da je bilo vse skupaj zelo uspešno izvedeno in da se je tudi glas mestne občine lahko ponesel na ta način v svet. Gospa Milena Vreš, hvala lepa za obisk našega studia in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala lepa.